Zeliščni vrt Trebnik je v soboto, 13. junija 2015, odprl vrata na stežaj vsem tistim, ki jim je pridelava in predelava domače lokalne hrane blizu. Na sami prireditvi so predstavili revitalizacijo zeliščnega vrta Trebnik, urejanje dvorca z okolico in organizirali vodene oglede po urejenem in svežem zeliščnem vrtu. Približno 1 hektar je tukaj zemljišča in se potem za občino Slovenske Konjice dogovorili, da je ona od sklada vzela samo zemljišče v najem, potem pa ga dala kooperativi v upravljanje. Na tisoče ur prostovoljnih je bilo zadnjo leto dni tukaj vloženih, da smo spravili to površino v stanje, kot ga vidite danes. Jaz bi se na tem mestu zagotovo zahvalil najprej za zaupanje občini, predvsem pa vsem številnim posameznikom, posameznicam, ki ste na tej lokaciji zadnjo leto dni tako pridno skupaj ustvarjali, da smo lahko danes tukaj v teh čudovitih vrtovih. V nadaljevanju bodo za mano spregovorili tudi tisti, ki so vsebinsko sodelovali pri urejanju vrtov. Preden pa jih povabim k besedi, bi pa prosil podžupana, gospoda Petra Korena, da pozdravi tudi v imenu občine Slovenske Konjice. Gospod podžupan, izvolite. Hvala. Naj vas tudi jaz najprej lepo pozdravim v imenu občine Slovenske Konjice. Na tem mestu bi se zahvalil in čestital članom kooperative, ki so se lotili takega odgovornega, korajžnega projekta. Danes ni dobre hrane, tudi dobre kuhinje, dobre domače lekarne ni brez dobrih zelišč in še posebej pa to dobro, če so zelišča doma predelana. Mislim, da je ta segment proizvodnje bil malo zapostavljen zadnja leta, tako da je s tem, da se takle vrt vzpostavi, to pomeni dobro reklamo, da lahko vidimo, da si marsikaj lahko pridelamo sami ali kupimo v lokalnem okolju. Tako da vse čestitke. Bi pa z tega mesta tudi jih pozval, da ne bodo obupali, kajti v kmetijstvu je tako, da ni vedno vse rožnato, pridejo slabe letine, pridejo ujme, pridejo škodljivci, pridejo bolezni, da bojo tudi takrat tako korajžni in včasih moraš delati 1 leto samo zato, da preživiš, da boš naslednjo leto kaj dobil in jih pozivam, da bojo ta projekt vodili dolgoročno in da bojo lahko veliko stvari pridelali, da bomo lahko večkrat prišli pogledati, pa tudi kaj kupiti sem. Hvala. Hvala lepa. Po sami kooperativi Alpe Adria, ki je zdaj v teh 2 letih prerasla iz kooperative Konjice že na regionalno raven, pa prosim direktorico, gospod Liljano Brajlik, da na kratko predstavi, s čem se ukvarja. Liljana, izvoli. Hvala. Jaz sicer prihajam z Goriške, tako da sem danes naredila tudi že nekaj kilometrov in na našem koncu tudi promovirala lokalno oskrbo. Menda v življenju ni naključij in tako se je verjetno pred par leti na različnih koncih Slovenije rodilo kar nekaj iniciativ za izboljšanje lokalne oskrbe. Ena takih je tudi na našem koncu zrasla, ki se kliče Moja štecuna. Verjetno oddajamo vsi neko pozitivno energijo in verjetno mislim, da je eden od tistih, ki nas povezuje v slovenskem prostoru tudi vaš someščan, krajan Tadej Slapnik. Njemu gre zasluga, da smo vašo kooperativo Konjica, ki je bila ustanovljena pred 2 leti na zadnji skupščini, letos preimenovali v kooperativo Alpe Adria, ki je razširila področje delovanja dejansko na vso Slovenijo in ima ambicijo, da se razširimo dejansko na celotno območje, tako imenovan regije Alpe Adria. V tej kooperativi smo zdaj poleg vas, tu lokalcev in tega prečudovitega vrta, zelo aktivni tudi naša Moja štecuna in pa trgovina 1873 iz Radovljice ter trgovina Štecuna iz Cerknice. Da ne pozabim še vašega tukaj krajana Lovra Vidmarja z njegovo inovativno zgodbo in ekološko pridelavo mikrozelenja, ki tudi že postajajo zelo prepoznavna po vsej Sloveniji, tudi z našo pomočjo, ker mu odkupujemo zelenje in tudi razvažamo po Sloveniji. Očitno smo tako dobre zgodbe, da smo se zdeli zanimivi tudi ljubljanskemu BTC-ju. Pred skoraj mesecem in pol so nam ponudili
da tam odpremo en prodajni prostor. Tako da smo trenutno v fazi urejanja prodajnega mesta na tržnici v BTC-ju in jaz bom zelo vesela in si srčno želim, da bi na tem prodajnem mestu poseben kontiček imel zeliščni vrt Trebnik. V ponudbi trenutno namreč nimamo nič tovrstnega, tako da bo to unikatna ponudba in hkrati priložnost, da pridelavo in uporabo zelišč pozna ne samo srednja Slovenija, ampak tudi vse ostale regije, od koder prihajamo. Predstavili so se lokalni pridelovalci in predelovalci zelišč, ki so v sodelovanju s člani kooperative Alpe Adria za obiskovalce pripravili zanimivo in svežo degustacijo izdelkov iz zelišč. Vodeni ogledi vrta so potekali z upravnico vrta Ireno Vrečko in strokovnjaki za zeliščarstvo Majdo Temnik, Dragom Iršičem in magistrom Martino Robačer. Spremljevalni dogodek so bili še dnevi odprtih vrat dvorca Trebnik in njegove zgodovine, pogostitev z zeliščnim čajem in jabolčnimi krhlji, brezplačni testerji izdelkov naravne linije. V dvorcu so razvili naravno kozmetiko s certifikatom in jo še vedno uspešno izdelujejo pod blagovno znamko Dvorec Trebnik. V začetku letošnje pomladi je Irena Vrečko skupaj s prijatelji vložila trud in energijo, da je vrt oživel in sedaj ponuja pester izbor rastlin: ajdo, kapucinke, ameriški slamnik, žajbelj, timijan, melisa, pelin, sivka, pegasti badelj in še mnoge druge. Zeliščni vrt Trebnik v upravljanju socialnega podjetja Kooperativa Konjice je v svojem osnovnem pomenu namenjen promociji, izobraževanju in usposabljanju o ekološki pridelavi zelišč. Tradicija zeliščarstva v teh krajih je stara, čeprav ne sega v čase prve omembe dvorca pod Konjiškim gradom v 13. stoletju. Kot pravijo zgodovinski viri, se začenja z rodbino Vindišgerec, ki je imela dvorec v lasti od leta 1828 pa do konca druge svetovne vojne in je posvečala veliko pozornosti urejeni okolici, predvsem vrtu. Mnogi so prepričani, da se je prav od njih razširila ljubezen do rož, ki je še danes značilna za Konjičane. Obiskovalci dogodka so prijetno sobotno popoldne preživeli v sproščenem vzdušju, med druženjem in pokuščino lokalnih izdelkov in predelanih proizvodov izpod spretnih rok domačinov.